Nekje sem zasledil, da si klovn. Tako. Svaka čast. Zakaj klovn? Leta 2005 je bila na Ptuju žonglerska konvencija in so prišli žonglerji iz vsega sveta. Takrat jaz vidim te žonglere, sem rekel, to bi jaz tudi probal. In začel sem s 3 žogicami, probal sem skeglje, diabolo in jaz sem videl, da to bo šlo. Ampak mene nišče ni opazil. In prišla oddaja Slovenija ima talent. 2011 mislim, da. Sem rekel, na to pa se bom jaz prijavil. In takrat sem šel, nekako sem se pokazal in pokazal sem se kot žongler. In potem sem si rekel, ok, jaz bom klovn in to bom delal vse kot dobrodelno. Za svoj nastop ne potrebujem denarja, hočem samo otroške nasmehe. Ne računam potnih stroškov, kamorkoli me pokličejo. Kjerkoli sem, pridem zastonj. A takrat so se pa nastopi odprli. In potem sem rekel, ok, potem bom klovn in zraven so začeli izkoriščati. 45-minutno točko imam, malo čarovniških trikov, malo žongliranja. Sam kaj pa recimo, greš tudi to za otroke, razumem, kaj pa kakšne, ne vem, ločitvene zabave tudi prideš? Vse, tudi na pogrebe, tudi klovn joče tam, če potrebno. Na bistvu res, kam me pokličejo, tam grem. Zakaj otrok zdaj reči? Ali ti je primanjkovalo te neke brezskrbne igre, ki si bil mlad v svojem otroštvu? Otroke sem v bistvu zbral samo iz tega razloga, ker oni so najbolj iskreni. Oni so najbolj iskreni. Njema je vseeno, kdo si, s kakim avtom priješ, samo da si v bistvu ti klovn in jih zabavaš in jim lahko 3-krat pokažeš enak trik, oni še vedno so fascinirani na tem in oni ti dajo res tisto iskreno ljubezen. A misliš, da ljudje niso iskreni? Ogromno jih ni iskreni. So nasmehi, ampak vprašanje, pri človeku se vedno vprašaš, a je iskren, ne? Pri otroku se tega ne vprašaš, on se ne smeji na silo. To dejstvo, ja. In tudi sam kot otrok, vem, da ko sem imel rojstni dan, mi je mama pripravila čarovnika in to so rojstni dnevi, ki so meni ostali v spominu. Se pravi, si imel doživetje, v bistvu doživljaje. To je meni ostalo v spominu. Mama vem, da je pripeljala čarovnika. Zdaj upam, da tega ne gleda mali otroci, ampak tudi Dedka Mraza, Božička in potem sem rekel, tudi jaz bom Božiček, tudi jaz sem Dedek Mraz, tudi jaz sem Miklavž in prihajam na dom, da pokličejo in naredim eno tako, bom rekel, predstavico božično. Smo tudi ledeni artisti bili, smo tudi nastopali po Sloveniji. No, pa tisti, ki se bojo naročili na kanal, pa ki bojo komentirali spodaj, naj napišejo, da bi radi prišel k klovnu Tomiju, mi pa bomo njega prosili, pa pride Tomi in bomo tle naredili neko feštico za njih. Z veseljem. Bomo imeli malo za pojest, malo za prigrizant, malo to. Irena iz prejšnje oddaje in bo kako pravljico prebrala. Imamo tukaj tudi eno, ko ima poslikavo obraza, pa to tako prijetno popoldne bo preživeli z klovnom Tomijem. Potem pa jaz vas vljudno vabim, upam, da se spoznamo tudi v živo, vabljeni skupaj z svojimi najmlajšimi in če si tega želite, komentirajte od spodaj, prijavite se na kanal, pa se vidimo. No, super. Zdaj pa, če greva iz teh klovnov, mogoče malo še pogledati, vi ste zbrali nek 3 tone hrane. Ja. Kdo, kje, za koga, zakaj ste sploh to naredili? Jaz sem tudi v društvu Leo Klub Ptuj. Je neprofitno društvo. Zbiramo hrano, denar, oblačila, življenjsko pomembne stvari za socialno ogrožene, tako ljudi kot tudi otroke. Kdo vodi ta klub? Mi, Ptujčani. Mi v klubu, vsi Ptujčani, ne, tisti, ki smo člani, torej član postaneš tako, da si želiš pomagati, da si želiš narediti dobro delo. Ni to tako, kot Rdeči križ pa... Ne, eno leto si na probi, če lahko tako rečem. Cool, pošteno. In če te takrat komisija izbere, se odločimo in odbor podpiše, potem te sprejmemo v svoj klub. Super. In ste letos zbirali? Skozi vso leto zbiramo, delamo akcije, ampak to je naša največja, kjer obdarimo socialno ogrožene. Torej, to je nekje 150 družin. Leo klubov je po Sloveniji več. Celje, Ljubljana, večina so poslovneži, ampak tisto so Lionsi. Mi Leo klub smo podmladek Lionsov. Recimo jaz zdaj, ki sem 30, nad 30 grem v Lionse. Takrat sem v Lions klubu. Ne gre mi samo ena zadeva skupaj.
z veseljem bomo podarili ta denar, z veseljem bomo podarjali ta denar, a hkrati ta denar zaslužijo na račun bremena nekomu, ki doma kumi mu dajo dobro plačo. Razumeš, kaj mislim? Razumem. Mi najprej naredimo skozi celo leto akcijo, torej naredimo koncerte. Na koncertu se zbere, 500 evrov. Potem Klovn Tomi nastopa tukaj, se zbere 200 evrov. Imamo risarko, ki riše, ki je akademska slikarka, prodamo te slike, nekdo plača za to sliko 200, 500, 1000 evrov, gre ta denar v ta fond. In na koncu leta, ko je božično obdarovanje, se zbere 20 000 evrov skozi celo leto in ta denar namenimo samo v ta božični projekt. Od tu denar. Super. Torej, mi vlagamo svoj čas za dobrodelne stvari, kot dobrodelne koncerte, karkoli. In ta denar, ki je zbran, se potem nameni za nabavo te hrane. Če pogledava majčkeno naprej v prihodnost, kje vidiš sebe čez, 10 let, 15 let, mogoče 20 let, ali pa mogoče svet, lahko pogledava, kje vidiš, da bo svet. Boš na jahti, nekje na morju? Od otrok sem si vedno želel, da bodo jahte, vroče bejbe, dobri avti, ogromno denarja, pa čez čas poznavaš, da pa to ni to. V bistvu to ni sreča. Vam povem iz lastnih izkušenj, to ni sreča. Kaj je sreča? Srečo vsak dojema drugače, popolnoma drugače. Nekomu je recimo sreča, da dobi najboljše superge. Medtem ko drugi, ki nima nog in stopal, njemu je sreča, da lahko se na vozičku pripelje ven in opazuje sonce. Mi smo srečo danes popolnoma skregani v tem svetu. Ljudje so zašli za srečo. In to ravno delajo medmreža, Instagrami, TikToki, Facebooki, tam je vse v popolnosti. Pomembno je, da ste lepo oblečeni, imate dober avto, imate ogromno denarja in jahto na morju, to je obvezno. In ker to tako svetu predstavljajo, ljudje mislijo, da to morajo imeti. Ampak to ni sreča. Ti imaš svoj TikTok kanal, Instagram kanal. Predstavljaš avto za 2 milijona na treto. To je to, kar sem prej omenil. Če jaz dam dober avto, torej tušeka za 2 milijona, to bo gledanost. Če jaz sedim na kavču, pa povem res dober vic, to ne bo gledano. Ali je res vic bolj smešen kot tisti. Ampak tisto bo gledano. Mogoče je celo poučen. Tako. Zaradi tega vstavljam ta kontent, ljudje gledajo, ljudje se spodaj kregajo, žaljive komentarje, ampak bolj kot je več žaljivih komentarjev, bolj rating raste. In zato je ta moj kontent, kot je. Jaz vedno rečem, ne zamenjevati mojega medmrežja z mojim privatnim življenjem. Nimam nobene veze. Kako vidiš srečo zdaj in kako jo boš videl čez nekaj časa? Bom povedal oziroma en primer, ki temelji na resničnem dogodku. En gospod oziroma naš poslovni partner, že starejši, on je najbolj srečen, ko s svojim sinom pije kavo. In jaz sem ga vprašal, zakaj je on srečen, ko pije kavo, prepelje se z 17 let starim avtomobilom, ampak zakaj je takrat najbolj srečen? In on mi je dal odgovor, veš, to mi sreča je brezplačna. Jaz sem se odločil, da bom srečen, zato sem srečen. Kratko in jedrnato. Rekel, ampak človek bi lahko bil kjerkoli. Lahko je človek na vrhu Burj Khalife, pa če ni srečen, jaz pa sedim tu v pajzlu in pijem ta špricar za evro in če sem se jaz odločil, da sem bolj srečen kot oni, sreča je brezplačna. Ampak kot sem rekel, ljudje to dojemajo malo drugače. Ti si srečen zdaj, bom rekel? Jaz moram reči, da sem srečen. Jaz sem srečen. Super. Čeprav moji, v bistvu bom rekel, ti začetki oziroma nekega odraščanja, kadar sem odrastel, jaz sem bil verjetno najbolj nesrečen človek na svetu. Kljub temu, da si vse imel, zanimivo. Kljub temu, da sem vse imel, jaz nisem bil srečen, pa je manjkalo tisto, pa je manjkalo ono. Vedno nekaj manjkalo. Tega, ker v materialnem svetu ali v sebi. Duhovnem? Vedno sem iskal in stremel k boljšemu. Vedno sem nekaj iskal. Jaz sem vedno iskal neko popolnost, nekaj boljšega, nekaj več. Ni bilo dovolj dobro to, ni bilo dovolj dobro ono. Vzdevek naj. Mora biti najboljši. Kdo je najboljši? Kdo je najzmagovalec? Zakaj naj? A ni ta najboljši, največji, najhitrejši, a ni to pogojen z nekim egom? To so samo še kdo se fila z vsemi klinci palci, zakaj naj? A ni dovolj, jaz sem dober, ne najboljši, dober. Tako jaz pravim mojim tamalim. Ja, veš, moram zmeri 5 dobiti. Ne rabiš biti najboljši v razredu. Rabiš biti dober. Boljši, ne pa najboljši. A je to prav ali ne?
tako bom rekel, pomembno je, da smo boljši, kot smo bili včeraj. Takrat smo najboljši, kadar premagamo sebe. Kdor ni v življenju bil bitke sam s sabo, ta nima pojma, kaj pomeni bitka. Očitno si v svojem kolapsu v glavi bil nekje dol. Pustimo, koliko si imel, kaj si imel, to nima nobene veze. Bil si nekje dol, da si lahko prišel do tega spoznanja. Ne glede na vso materialno vrednost, ki jo imaš, se je mogel nekaj zgoditi, zato da si lahko prišel do tega spoznanja, da ne rabiš biti najboljši, Ali te to še zmeri žene? Ne vem. Tako bom rekel, meni je vedno mama rekla, Tomi, ko ste prej rekli, zakaj sem vedno spoštljiv, zakaj se dosje tako govorim prej, vedno spoštljiv vsakega, ko greš na poti navzgor. Nikoli ne veš tega v srečo, ko šel na poti navzdol življenje, ti lahko hitro hrbet obrne. In takrat, ko padamo, se vseh spomnimo, do katerih smo bili nesramni ali pa nespoštljivi. Ja. Ampak to je življenje. Lepo je videti, ko ljudje rečejo, najjači smo, najjači smo. Lahko ste res jaki, ampak življenje je jače. Ja. Življenje na koncu vedno zmaga. Zato je pomembno, da ostanemo dobri. Tako je. Lahko je človek najlepši, ampak najlepši obraz se postara. Dober človek pa zmeraj ostane dober človek. Lep si v bistvu vse po duši. Tako. No, pa če rečeva o sami tej lepoti in te zadeve, na podlagi česa ti zbiraš bejbe? Oziroma one zbirajo tebe, oziroma kjer se predaš. Lepa mora biti. Vizualno prvo mi mora biti všeč. Okay. Ja. Zdaj tako kot najstnik sem izbiral, vedno so mi bile všeč bolj blondne, torej svetlo lase. Pol so mi bile všeč temno lase, pol so mi bile všeč vse, pol bi imel vse, pol vseh ne moreš imeti. Pol je pa to pumpanje nekega svojega egota. Okay. Pol so bila te medmreže oziroma te aplikacije za zmenkarije. Sem tu dokazoval sam sebi in še danes ne vem kaj. Pol sem začel odraščati. Pol sem bil 25, 26, moji vrstniki so že imeli družine, fakultete, hiše. Vse sem to hiše, pa te materialne stvari tudi imel, še danes imam, ampak oni so bili v tisti hiši srečni, jaz sem bil pa v tisti hiši sam. Mi smo imeli v toti hiši orgije, oni so imeli družino. Jaz sem imel hišo, oni so imeli dom. Potem sem jaz začel iskati popolno partnerko, za mene popolno. In potem sem spoznal, da sem dejansko jaz imel zelo dobre partnerke, ampak tega nisem videl, ker tega nisem iskal, ker jaz nisem iskal družinskih ljudi oziroma družinske ženske. Jaz sem pač iskal, da je lepa, da je ven stopila čudovita, kaj so si drugi mislili, da so oni videli, da je lepo oblečena. In sem rekel, Tomi, zdaj si pa že 30, zdaj pa vse ono si zamudil, zdaj pa iščeš spet perfektno žensko. Zdaj je že prepozno in zdaj, hvala Bogu, sem spoznal punco, ki me res ima rada zato, ker sem, kdo sem. Super se razumemo, je pozitivna ženska, je vse eno za to, kako se pišem, kaj imam, in tega se bom držal in mi nudil to, kar nudijo na mene, ker pač tega nisem delal, oziroma lahko rekel, sem bil kar slab oziroma sebičen. Zanimivo, da si lahko človek to prizna samo sebi. Če bi povedal drugače, bi lagal sam sebe. Iskreno, pošteno. Kako pa vidiš bližnjo prihodnost, da se napeljeva nazaj na tematiko? Definitivno si tudi jaz želim družine, si tudi jaz želim otrok. Koliko? 2. Okay. To je ena številka, ki sem si že nekoč rekel, če bom imel otroka, bom imel 2, hočem imeti fantka, pa hočem imeti punčko. Boš ditko klovn, pa boš njim... Definitivno. Cool. Okay. Kar mene zdaj trenutno, kar mi manjka, pa da me do konca tisto ne osrečuje, da lahko rečem popolna sreča, je to, da mi ravno mogoče manjka ta družina. Veste, ko prideš domov, ko lahko daš svoje breme dol, ko nekom poveš in te nekdo dejansko posluša. Ni isto, ko iti s prijateljem na pivo, ima vse eno. Za drugih 80% pa je veselje, da ta probleme imaš, ker oni jih imajo še večje. Res je. In to si želim mogoče v prihodnosti imeti z družino in graditi na družini, medsebojnem zaupanju, sreče, ljubezni. Kako bo svet izgledal čez 15 let? Glede na to, da gre vse naprej s tehnologijo, elektriko, imamo električne avte, ne vem, se bomo vozili po zraku, kakorkoli. Mislim, da bo kar zanimivo videti za nazaj, kako smo živeli nekoč.
že zdaj. Kot v kameni dobi. Kot v kameni dobi. Ja. Ko gledam recimo slike od babice, ki jim kaže v albumu oblačila, kako se spreminja svet, kako se hiše, kako se spreminja, da je vse moderno, tehnologija, kako se spreminja. Recimo naše stare mame sploh ne razumejo, zakaj smo mi na telefonih, kaj delamo na teh telefonih, kaj pomeni Instagram, kaj pomeni Facebook. In to je zanimivo in me zanima, kam bo šlo vse to naprej. Ker včasih imam občutek, da smo že vse dosegli in vsako leto, vsak korak v bistvu preseže to, kar imamo danes. Tako da bo zanimivo to gledati in videti. Ne upam pa si napovedati, kje točno bomo čez 15 let. Jaz si včasih rečem, da se moram kar ne sam pripeti, veš, koliko greš v avion, ko se moraš zapeti s tistim pasom, ko te rok ne, a veš. Z dvemi pasovi se zapneš, razumeš, kot to roller coaster, to te sam še drivate, to sam še gledaš, v katero črvino te bo pozavgal in te sam še šopa noter in niti ne veš, kam te bo odnesel. Ne. Dejansko. Pa rečva, kako pa vidiš svet daljno naprej, mogoče, ko nas ne bo več, pa se lahko tukaj dotakneva, mogoče, ne vem, duhovnosti. Si duhoven človek, verjameš v duhovnost? Tako bom rekel, ko je moja mama zbolela za rakom, mama imela hudo bolezen, predtem nismo dali nič na to. Samo delo, fokus na delo in potem mama zboli. In mama zboli za rakom, mi smo se prvi srečali s tem, takrat pa spoznaš, da pa ti tudi ves denar tega sveta ne pomaga več. Takrat je samo zgoraj tista sila, ki bo rekla, bo ali ne bo. Mama se borila s kremplji, z rokami, da je danes, hvala Bogu, tu. In takrat, ko sem skoraj izgubil mamico, sem v bistvu videl, kaj je v življenju najbolj pomembno. Mama se je samo fokusirala na delo in šele takrat potem, ko je zbolela, je bolj šla v te duhovne vode. Torej meditacija, joga, mama je zdaj umirjena, čist drugačen življenjski stil, kot včasih, ki je že ob 7:00 že bila v pisarni in do večera. Tako da zaradi mame sem šel malo skozi to in verjamem v te stvari. Se tudi sam delno v bistvu ukvarjam s tem. Ded je umrl koliko časa nazaj? 2 leti. 2 leti. Imaš občutek, da vas čuva tudi? Ja, v bistvu. Vam daje napotke? So energije. Tudi mi sami se lažje počutimo, če rečemo, dedek je tukaj, daje neke smernice, je energija prisotna. Zaradi tiste svoje, dedi, kaj pa zdaj tu narediti, ko pride težava, dedi. Super. Kaj pa babi? Babica pa na to ne da kaj dosti. Babici je zelo pomembno, da je pripravljeno kosilo. Pogreša dedija? Babica zelo pogreša zaradi tega, ker hiša je dokaj velika in ona je ostala v tej hiši sama. In tu nastane težava. Babica je zdaj toliko stara, 80 let je štela letos in za vse sama. Prej je bil dedi, zdaj je za vse sama. Pridejo, pokosijo travo, jaz si pomagam, ampak vseeno v tisti veliki hiši je ostala naenkrat sama, nikoga ni, ima enega muca, ki ima 12 kg, ker pri babici se vsi zaredijo, šavnike ima anoreksijo, prije sem pa shujšati ne morejo. Babica je res ljubitelj kuhinje. Babici je verjetno najtežje. Ok. Verjameš v reinkarnacijo, da se umremo pa pridemo pol nazaj na ta svet, pa to? Bi rekel, da. Ampak ljudje, ki v to verjamejo, potem smrt ni strah, ampak pričakovanje, če nekdo verjame v to. Tako da delno bom rekel, ja, ne vem točno, kam gremo. Sem se želel poučiti malo o tem, ampak ni bilo nikoli točnih odgovorov, ampak jaz sem se odločil, da ja, nekam naša duša, če se lahko tako izrazim, zagotovo gre. Kam bi si ti želel, da bi šel? Če bi imel svojo družino. Kakšne so tvoje pričakovanja, bomo rekli, da se danes še na novo rodiš, kaj bi naredil drugače v življenju? Zdaj tako bom rekel, če bi lahko rekel, da moja duša pride nazaj, torej da nisem s telesom fizično prisoten, ampak z dušo. In če bi imel svojo družino, torej svoje otroke, bi si želel priti nazaj, da bi pazil na njih, torej bil bi njihov angel varuh. Če bi se lahko še enkrat rodil, bi ogromno stvari naredil drugače. Ok, cool. V prvi vrsti manj bi dal in se posvečal ljudem, ki se mi dajo zdaj toliko časa. Sekiral se bi definitivno oziroma obremenjeval stvarmi, ki sem se zdaj obremenjeval. Ki so nepomembne? Ki so zelo nepomembne. Jaz sem mislil, da takrat se svet podira. Šel sem tudi skozi eno te panične napade, skozi neko depresijo, ki so bili totalno nepomembni, ki so se začeli iz nepomembnih razlogov, ker sem dajal nepomembne stvari prednost. Te stvari bi spremenil.
tista leta med 20 in 25 so najbolj kočljiva? Bi spremenil. Okay. Niso to bebe pa avtomobile, ampak jaz sem živel v tem svetu, kao to je to bo dalo srečo. In zaradi tega sem na koncu v bistvu sam zbolel, čeprav jaz pravim, psihične težave niso bolezen. Nekako vidim to kot nek message, ki ga lahko ti predaš, kaj si delal narobe, pa kaj si delal prav, kaj ne mladina, kje so se zgubili, kaj bi jim svetoval, mogoče imajo dobre ideje, a ne grejo, a ne delajo, a ne delajo, ker itak se ne splača. A veš, zgubljeni so. Ja, ogromno sporočil, res ogromno sporočil dobim. Pozdravljen, moje ime je XY, star sem 16 let, rad bi obogatel, vložil sem nekaj denarja v bitcoine, v različne stvari. Imaš kakšen nasvet? Jaz si res vzamem čas za vsakega, sploh za takega mladega in mu obrazložim.